BMW je v 6 generacijah obstoja trojke vedno stremel k upeljevanju enakih avtomobilskih vrednot. Na samem začetku so bile najbolj pomembne vozne lastnosti, tik za njim je bil videz, šele potem je prišla uporabnost in daleč za njo je prišla okoljevarstvena ozaveščenost, ki pa je hitro postala zelo pomembna. Ampak ravno ta ekotematika je, zaradi česar gre da seveda kocine po konci marsikateremu ljubitelju šestvaljnikov, botrovala prihodu tako imenovanega downsizinga. Na zadku piše 328, zato ste v tem trenutku verjetno še trdno prepričani, da ga poganja 2,8 litrski šestvaljnik. Ne, motor je le 2-litrski z 4 valji, ampak konjev je kljub temu zaradi 2 turbinskih polnilnikov povsem dovolj, kar 245. Turboluknje ni, navorčki pa so vsak posebej dostavljeni tako linearno in z vsem zanosom čistokrvnega šestvaljnika. Le zvoka ni, ampak poraba je zato veliko nižja in hkrati samostojna hvala izredni sposobnosti BMW-jevih inženirjev. Zakaj? 9,4 litra na našem testnem krogu ponavadi popijejo avtomobili, ki imajo 100 konjev manj. Na cesti smo dobrih kompromisov med udobjem in športno naravnanostjo zaradi vse bolj izpopolnjenih tekmecev sicer vajeni. Ampak tale mešanica zaseda vrh segmenta, tudi zaradi prilagodljivega podvozja. Hvalimo lahkotnost in tisti občutek med običajno vožnjo, ko je jasno, da je avtomobil namenjen vozniku. Hvalimo tudi program Sport Plus, ko elektronika popusti uzde in omeji delovanje sistema proti nadzoru zdrsa pogonskih koles. Zato so dovoljena rahla odstopanja zadka, vozniku pa je omogočeno izkoriščanje najmanj 95% potenciala vozila. Ključno zgodbo v tej vlogi pa igra tudi 8-stopenjski samodejni menjalnik, ki ne glede na izbran program predstavlja zelo hitro. Poudarja športno značaj trojke, ne cuka, ne obotavlja se pri manevriranju, zaradi česar v naših očeh prekosi tudi dvosklopčne menjalnike. Tako suvereni, kot so bili pri podvozju in pa pri pogonskem sklopu, pa pri videzu vseeno niso bili. Je že res, da trojka v času po Benglu znova izraziteje poudarja športnost, ampak prednji del je zelo prepoznaven in izrazit. Zadnji del je pa popolna kopija petice. Zakaj? Občutek znotraj je okrog voznika nekoliko utesnjen, ampak v resnici je to zgolj občutek. Ford Mondeo tale trojka res ni, ampak za neposrednimi tekmeci pa vse, kar zadeva prostornost, pravzaprav ne zaostaja. Tudi občutek kakovosti je vrhunski, materiali so odlični, hladen pravi aluminij odseva tehnološko učinkovitost, merilniki pa so dober pokazatelj BMW-jevega spoštovanja tradicije. Vedno znova jim dodajo kakšno novo potezo, ampak se hkrati ne oddaljijo od klasike in tega ni lahko narediti. Morda bi bilo hvale manj, če bi se usedli v kakšno od slabše opremljenih in manj zmogljivih različic trojke. Ampak dejstvo je, da šele dobro opremljen avtomobil zares pokaže, kako dober izdelek je v resnici. In sodeč po tem je BMW izdelal najboljšo serijo 3 do zdaj in posledično tudi razrednega prvaka.